Dobrodošli, lep pozdrav iz strani Be Better tima, dobrodošli pri tej neverjetni oddaji, kateri so vas povabili vaši prijatelji, znanci, poslovni partnerji, z namenom, da prejmete prednostno informacijo, ki jo boste seveda izkoristili ali pa tudi ne. Odločitev je seveda popolnoma vaša. Pogovarjali se bomo o projektu, ki je vezan na nakupovanje in predstavlja poslovne priložnosti globalno, kar pa dejansko je nekaj, kar je vezano praktično na čisto vse ljudi na tem planetu. Namreč nakupujemo, smo nakupovali in vedno bomo nakupovali. In ko govorimo o nakupovanju 24 ur na dan, 7 dni v tednu, govorimo o realno velikih prometih. 1,7 bilijona evrov prometa se dela samo preko spleta dnevno, več kot 7,7 bilijona evrov prometa pa se dnevno izvaja preko prehrambenega tržišča. Ko pa govorimo o globalnem nakupovanju na blagajnah tega planeta, pa govorimo več kot 73.502 trilijonih, ki so se dejansko že leta 2025 odvijali praktično na vseh blagajnah tega sveta. In priložnost, ki je tukaj ponujena in dana tudi vam, je zelo preprosta. Vprašajte se, kaj bi bilo, če bi konstantno prejemali odstotke od prometov globalnega nakupovanja. Torej, tudi ko vi bi bili doma, ne bi delali, bi še vedno prijemali. Zakaj? Ker ljudje globalno preprosto moramo nakupovati. Sočasno pa bi lahko pomagali ljudem prihraniti, torej absolutno delali dobro in imeli priložnost sodelovanja pri globalni oddaji tržišča in bili plačani od volumna prometa, ki sem ga prej navedel. Neverjetna priložnost. Podjetje je v praktično trenutku eksplozije. Po 14 letih je danes na tisti točki, ko je vredno presoditi in razmisliti, ali je modro sodelovati s tem projektom resno, poslovno ali zgolj kot uporabnik. Torej, nakupovati, profitirati in delati dobro, to so trije razlogi, zakaj bi bilo modro prisluhniti. Več kot 13.000 spletnih trgovcev ta trenutek že sodeluje s projektom, več kot 80.000 malih, srednjih in mikrotrgovcev, več kot 800 največjih svetovnih filialistov, pri katerih najverjetneje že sami nakupujete dnevno, in pa več kot 8.000 članov se je že pridružilo temu konceptu. Družba sama kot taka ima v 47 državah poslovalnice in zaposluje ta trenutek že hudo preko 1200 ljudi. Kaj Cashback World torej je? Cashback World je v bistvu projekt oddaje globalnega tržišča in omogoča na eni strani koristnikom, uporabnikom, torej potrošnikom, prejemanje ugodnosti v obliki denarnih povračil. Trgovcem omogoča tako imenovan program lojalnosti na ključ za mala, srednja in mikropodjetja ter možnost profita od medbranžnega prometa in pa istočasno razvija največje koncepte oddaje globalnega tržišča s pomočjo največjih zgodb o uspehu in pri tej možnosti lahko sodeluje praktično lajkonet marketer, ki pa seveda izkoristi to priložnost in pomaga izgrajevati tržišče. Worldwide družba je prisotna, kot rečeno, na 5 kontinentih v več kot 47 državah in omogoča 3 opcije. Prva opcija je nakupovanje in prednosti ter ugodnosti za koristnike, uporabnike, Cashback World člane. Druga možnost je lajkonet projekt in sodelovanje ter možnosti dodatnih prihodkov, benefitov zaradi pomoči pri razvoju globalnega tržišča. In pa tretja neverjetna priložnost je profiti od globalnega prometa, razvoja tržišča, ki ga pa izvaja družba sama. Poglejmo si najprej nakupovalni proces. Nakupovalni proces je tako in tako del vsakdanjika, ljudje imajo v denarnici že maso kartic trgovcev in seveda ta masa kartic v praksi že več ne veš, kje in kako katera kartica deluje. Po drugi strani pa tovrstne kartice ne morete prenašati ugodnosti za kartice na B kartico in pa enkrat letno najmanj ugodnosti na karticah zapadejo. Zakaj? Ker jih izdajajo trgovci. Ko govorimo o unikatni kartici, Cashback World kartici, je pa kartica pisana na kožo praktično vsakemu potrošniku. Izdelana je v praksi z namenom za uporabnike in je na voljo tudi v tako imenovani tehnični obliki na mobilnih aparatih. Torej ena kartica za praktično vse nakupe, ki pa za razliko od trgovskih kartic prinaša čisto gotovino. Denar nazaj pri vsakem nakupu in sicer kar do 5% cashbacka in vsak torek se ljudje malce nasmejijo. Zakaj? Ker v torkih prejmejo brezplačne SMS-e in pa transakcije na bančne račune oziroma nakupovalne račune, odvisno od nastavitev. Istočasno pa še dodatna nagrada, shopping pointi, ki pa omogočajo skozi shopping deal ponudbe
praktično ugodnejše nakupovanje. Vsak shopping point velja 5 do 10 evrov in ga lahko vnovčite pri vašem obstoječem nakupovanju. Torej, po domače rečeno, stranke iščemo možnosti ugodnejšega nakupovanja, potrošniki, na drugi strani pa trgovci želijo te stranke v svojih poslovalnicah. Torej, družba Cashback World je preprosto te dve stvari združila. Na eni strani je združila maso uporabnikov, ki zdaj predstavljajo na tržišču moč, na drugi strani pa je trgovcem omogočila partnersko sodelovanje. In v zameno za partnersko sodelovanje dejansko podjetja dobijo nove stranke, dobijo stalne stranke, več prometa in pa učinkovito oglaševanje. Torej, podjetje lahko iz klasičnega oglaševanja po principu pay and pray, torej plačaj in upaj, zdaj denarna sredstva marketinga preusmeri preko programa Cashback World, ki pa dejansko nastane šele po ustvarjenem prometu. Torej, ko se opravi promet pri trgovcu, nastane zahtevek za marketinške stroške. In tovrstni denar dejansko transportira Cashback World k uporabnikom in na ta način ustvarja trikratno win strategijo, trikratno win zadovoljstvo. Verjetno ste se že kdaj vprašali, ali pa tudi ne, koliko dejansko je ena vaša mesečna družinska košarica. Torej, če se pogovarjamo o elektriki, hrani, oblačilih, telefoniji, zavarovanjih in tako naprej. Zagotovo presežete ali pa ste zelo blizu 500 evrov mesečne porabe. In če govorimo o mesečnih obveznih stroških, si sami izračunate, kaj to predstavlja v 10 letih. V 10 letih to predstavlja 60 tisoč evrov neizbežnih stroškov. In kaj ste prijeli do danes nazaj? Odgovor je nič, mogoče kakšno točko, žogico, nalepko. Vkolikor pa boste tovrstne promete preusmerili preko Cashback World partnerjev, se pa bo zgodilo nekaj neverjetnega. Prejeli boste cashback do 5 odstotkov. Ne bomo računali 5 odstotkov, porabili bomo zgolj 2 odstotka, kar pa pri 500 evrih prenese kar 10 evrov prihodkov. To v enem letu znese 110 evrov, v 10 letih kar 1200 evrov zaradi brezplačne kartice ugodnosti Cashback World in koriščenja prednosti, ki jih tovrstni program ponuja. Po drugi strani pa boste prijeli za vsakih 100 evrov še 1, 2, 3, 5, 10, vse tja do 25 nakupovalnih točk, uporabimo zgolj 2 na 100 evrov, torej boste prijeli mesečno cirka 10 nakupovalnih točk, ki pa so za akcije in deals ponudbe ovrednotene na 5 do 10 evrov. To pomeni, da jih lahko uporabite časovno neomejeno, branžno neomejeno, kadarkoli želite, ko najdete primerno ponudbo zase. In v tem primeru prihranite še dodatno 100 evrov. Kumulativno dejansko imate prihranka in denarnih povračil 110 evrov pri 500 evrih mesečne porabe, kar pa absolutno postane zanimivo, da to v 10 letih znese več kot 12 tisoč evrov. 12 tisoč evrov zaradi brezplačne registracije, vprašajte se, ali bi bilo to zgolj vam zanimivo, ali poznate še mogoče koga, ki bi mu to tudi bilo in postalo zanimivo. Prav iz tega razloga pa se dejansko na tem projektu nakupovanja omogoča procesi, več način oblik procesov nakupovanja. Torej, poznamo primer delovanja s kartico, nakupovalni darilni boni partnerskih trgovcev in pa spletno nakupovanje. Vselej poravnavamo 100% kupnino in z uporabo tovrstnih programov prejmemo cashback in nakupovalne točke. Trgovce pa lahko lepo in elegantno spremljamo na spletni strani cashbackworld.com, z klikom na lupico poiščemo partnerje, trgovce, pogledamo, kakšni imajo cashback, koliko dobimo nakupovalnih točk in seveda način, kako proces cashbacka pri njih deluje. Torej, po uporabi ugodnosti pa v meniju Moje ugodnosti seveda najdemo, koliko smo profitirali, denarnih povračil in koliko nakupovalnih točk se nam je že zbralo. Ukolikor pa imate mobilno napravo, pa lahko dejansko z aplikacijo Cashback App preprosto na napravi pogledate zadevo kadarkoli in kjerkoli in ta aplikacija vam omogoča tudi navigacijo, kar pomeni, da s pomočjo navigacije tudi lahko preko Google Maps zahajate k partnerskim trgovcem. Pa poglejmo si, kako tovrstna tehnologija v praksi tudi deluje.
Torej, neverjetna tehnologija, ki nam omogoča koriščenje prednosti in ugodnosti. Dejstvo je, da spletno nakupuje vsak dan več ljudi. In ko govorimo o spletnem segmentu, resnično govorimo o enormnih prometih, ki jih zdaj lahko upravljamo na enak način s to razliko, da profitiramo preko cashbackword.com programa. Torej, kako zadeva deluje in kaj ponuja. Vkolikor še ne veste, 2015. leta se je spletno obrnilo več kot 340,6 bilijona ameriških dolarjev. In samo AliExpress, recimo eden izmed cashbackword partnerjev, obrača gromozanske številke. Jack Ma, lastnik podjetja AliExpress, je dejansko v letu 2016 v enem samem dnevu 11. novembra obrnil preko svojega portala več kot 17,79 bilijona ameriških dolarjev prometa. Kako pa lahko zdaj vi koristite ugodnosti? Preprosto se prijavite na cashbackword.com v svojo spletno pisarno, v prijavljenem stanju z klikom na lupico poiščete torej, željenega partnerja ali pa z iskalnikom na levi strani in ko ga seveda poiščete, ga izberete in od tam preprosto se preusmerite na spletno stran samega trgovca. In prav zaradi tega majhnega koraka prejmete denarna povračila in nakupovalne točke in povejte mi, ali je zaradi enega samega klika denar nazaj pri vsakem nakupu tudi spletno dobra ali slaba ideja. Zagotovo top ideja. In prav zaradi tega se vsakih 37 sekund vpiše nov potrošnik in vsakih 10 minut prijavi novo partnersko podjetje, ki pa seveda vstopi z razlogom. Namreč nastane vprašanje, koliko zasluži podjetnik, ko njegove stranke nakupujejo pri drugih trgovcih ali pa pri konkurentih. Odgovor je absolutno nič. In ali je to mogoče? Zagotovo, da ja. Cashback program na ključ ugodnosti za partnerske trgovce omogoča vpeljavo, integriranje lastne kartice lojalnosti in podjetnik kot tak dejansko izdaja svoje kartice svojim potrošnikom. In prav interesantna postane zadeva zaradi tega, ker podjetnik, ko izda svojo kartico, ima v bazi potrošnike, jih lahko informira, vendar, vkolikor jih dobro informira, bodo ti uporabniki še bolj zadovoljni. Zadovoljni bodo z njegovimi uslugami in zadovoljni bodo zato, ker lahko koristijo prednosti in ugodnosti v medbranžnem prometu vsakodnevnega nakupovanja. In kadar ti potrošniki nakupujejo, izdajatelj kartice prejema 1% profita od prometa na vse kartice, ki jih je izdal. In v primeru, da bi izdal podjetnik recimo 500 kartic, ki bi ustvarjale zgolj 500 evrov prometa, bi to pomenilo 2500 evrov mesečno pasivnega prihodka, pozor, tudi takrat, ko podjetnik dejansko ima zaprto poslovalnico, stranke, ki so prejele njegovo kartico, nakupujejo, plačujejo elektriko, točijo gorivo in tako naprej in tako naprej. Posel, ki pa je povezan z Lajkonet marketerje, pa je posel 21. stoletja. In vkolikor boste razumeli to sporočilo zdaj, boste dejansko razumeli, kako širok pojem ta posel ta trenutek predstavlja. Ko govorimo o segmentu nakupovanja, govorimo o tržnem potencialu. Tržni deleži so več ali manj pri ta velikih trgovcih že razdeljeni. Pa kljub temu, da ta veliki trgovci targetirajo omejeno skupino potrošnikov, so lastniki dejansko milijarderji. Vsi ne uporabljamo Red Bulla, vsi ga ne pijemo, vsi ne uporabljamo, ne vem, izdelkov kot so Nike, Adidas in tako naprej. Vsak ima pač svoje interese, svoje želje, svoje priljubljene izdelke ali storitve. Pa vendarle, ko govorimo pa o nakupovanju, nakupujemo pa vsi. In ta projekt je dejansko vezan na promete nakupov. In ko govorimo o profitih od prometov globalnega nakupovanja, govorimo o neverjetni priložnosti. Kaj je torej bolje? Profitirati veliko od prodaje enega izdelka ali profitirati malo od vsakodnevnega prometa nakupovanja? Definitivno je druga stvar bolj zanimiva. Zakaj? Ker jaz kot uporabnik ali vi kot uporabnik, ko zadevo preizkusite in na lastni koži preverite, da deluje, vam je najmanjši problem to zadevo predstaviti ljudem, ki jih imate radi. Zakaj? Zato, ker jim dejansko želite dobro. In poleg tega, da jim želite dobro in jim izdate kartico ter na ta način pomagate prihraniti pri obstoječih družinskih ali poslovnih stroških, dejansko naredite
prvič nekaj dobrega za njih in enako lahko tudi oni storijo. Direktno in indirektno pa vas projekt nagrajuje z 0,5% na ustvarjene promete. To pomeni, vsaka izdana kartica kvalitetno, ki ustvarja promet, prinaša pasivne prihodke za vašo denarnico. In kolikor je takšnih potrošnikov direktno in indirektno 500, ki trošijo cirka 500 evrov prometa, bi to za vas pomenilo vsak mesec 1250 evrov pasivnih prihodkov. Predstavljajte si, močna povprečna plača, je res. In to pasivno. V službo določeni hodijo 40 let, da pridejo do pasivne penzije, pokoja. Tukaj lahko v pol meseca, enem mesecu ali pa 6 mesecih pridete do konstantnih prihodkov iz naslova prometa vsakodnevnega nakupovanja. In dejstvo je, da se kartica ne bo direktno in indirektno zaustavila. Kartica se bo seveda razvijala, globlje, preskakovala bo države, preskakovala bo kontinente, razvijali jo bojo fizični posamezniki, podjetja in tako naprej. In kar je najbolj zanimivo, da prometi nakupov vseh kartic pa dejansko proizvajajo dodatno shopping pointe, ki pa padajo v tako imenovan akumulacijski bazen prometa. In vi kot marketer do tega bazena nimate dostopa. Vkolikor pa želite, pa se lahko nadgradite v premium Lyconet marketerja in ste plačani skozi 16 dodatnih bonusov iz naslova prometa globalnega nakupovanja. Vkolikor si ne znate predstavljati, kaj lahko to prinaša, pa si dajmo vzeti en primer. Recimo, da se v vaši nakupovalni skupnosti neomejeno v globino in neomejeno v širino mesečno ustvarja 150 tisoč nakupovalnih točk prometa, vsakodnevnega nakupovanja. Elektrika, hrana, gorivo, oblačila, dopusti, potovanja, spletno nakupovanje in tako naprej. Kaj bi to v praksi za vas pomenilo? Kot marketer do tega koša smo rekli, da nimate dostopa. Kot premium Lyconet marketer pa bi bili plačani iz karierne stopnje 5, kar pomeni 3 do 9 tisoč dodatnih prihodkov za vašo denarnico. Torej, ali je vredno podajati kvalitetne informacije in še pomagati ljudem? Zagotovo, da ja. In kaj bi morali storiti, da ne bi prihodkov več prijemali? Poklicati bi morali tega indirektnega in mu reči, dragi moj, od jutri naprej ne plačuj več elektrike. Poklicati bi morali tega indirektnega in mu reči, draga moja, od jutri naprej nič več hrane preko cashbacka. A je v praksi mogoče zaustaviti trgovca v Italiji, da neha deliti kartice svojim strankam? Ni mogoče. In prav iz tega razloga nakupovalni procesi potekajo in premium Lyconet marketer je iz naslova tega dodatno nagrajen. In ne samo to. Premium Lyconet marketer lahko sodeluje tudi pri globalni oddaji tržišča skozi tiste velike projekte, ki pa jih izvaja družba sama. Po domače rečeno, lahko prisloni piskrček zraven na globalne promete nakupovanja. Če se še dobro spomnite, na začetku sem rekel 72 ali 73 tisoč 500 triljonske mase, ki se tako ali drugače vsak dan odvija. In prekoslej se bo odvijala preko Cashback World programa. Vse dobro iz strani Be Better tima, verjamem, da ste prijeli dovolj dobro in kredibilno informacijo, da se lahko obrnete na vaše prijatelje in znance, pridobite več informacij na to temo in še tisto bolj zanimivo, primite jih in jim rečete, povabi me na dogodek, da zvem več o tem globalnem procesu sodelovanja oddaje tržišča. Lep pozdrav iz Be Better tima, ohranite zdravje in bodite boljši, pomagajte drugim, da jim gre lepše in verjemite mi, zagotovo se vam dobro z dobrim vrača. Nasvidenje iz Be Better tima.